bolj kulturni del programa pa sem dobil pred kratkim po telefonu. To je najnovejša zgodba o potomki znamenite turjaške Rozamunde, nečakini Lenki Munda. Takole gre. Hrast utripa vrh palače v čast nenehni čvrsti rasti farmacevtskega koncerna, ki je v 100% lasti stare plemiške rodbine, ki si ugled je priborila v davnih slavnih turških bojih, ko je kri zavirolila, zdaj pa jo v svetovno špico dviga ne le farmacija, ampak zlasti vplivne zveze in vojaška industrija. Ker je vsa palača v steklu, v njej nebesni svot odseva, na katerem že 2 tedna sonce vso moč izžareva, da še veter nima volje, da se v tej vročini zgane. Zunaj je asfalt razbeljen, zelenice so požgane, znotraj pa v prijetni klimi, v slavnostni kristalni sali, v elegantnih oblačilih so se ugledni gostje zbrali, da nazdravijo za roki najprestižnejše mladenke, glavne dedinje koncerna, Mundove prelestne Lenke, ki med množico častilcev si izbrala je atleta in vojaškega pilota Miroslava Narodeta. Lenka pa ni le bogata, saj jo uvrščajo med tiste, ki bi, če bi le hotele, šle v Pariz na modne piste. Njen obraz in stas pogosto sta okras družabnih kronik, v zadnjem času skup z lepotcem, ki šofira supersonik in ima kljub vsem misijam, na katerih tvega glavo, tudi čas in energijo za družabnost in zabavo. Ko sta skup sta kot iz filma, lepa, mlada in uspešna, on ponosno drzni sokol, ona sladka, sočna češnja. To je par, ki mu ni para, stare dame žvrgolijo, ko smehljata se za uradno, slavnostno fotografijo. Miroslav je tak mladenič, kot le malo kje kateri, z našo Lenko pa v lepoti niti ena se ne meri, saj prekaša Monalizo, vsako igralko in manekenko. Samo sveto mater Božjo jaz predstavljam si kot Lenko. Vzklikne stara teta Roza, ki samoto samostana lajša si z bogato izbiro čudežev z TV ekrana. Vsi zaploskajo izjavi, Lenka skromno se nasmiha, ko oglasi se popotnik in novinar Miha Gliha. Mnogo sem sveta prehodil, videl vseh vrst lepotice in brez dvoma Lenka sodi v čisti vrh svetovne špice. Da od nje bila bi lepša, jaz sem videl eno samo, Ajšo, mlajšo sestro Mule, ki bori se skup z osamo. Kdor jo vidi, vse pozabi, skrita pred belino dneva, v jamskem svetu tora bore, Božjo milost izžareva. Enkrat samkrat sem jo srečal, pa bom gledal vse do groba, njen smehljaj, ki je bolj blag kot prva jutranja svetlova. Lenka res, najbrž res v Evropi nima prave konkurence, ampak Ajša, verjemite, je dragulj brez vsake sence. Zbrana družba je v zadregi nekaj hipov čisto tiha, dokler Lenka v Miroslava je znorito ne zapiha. Res sramota za vaš NATO, da z opremo, ki jo imate, teh zločinskih primitivcev ven iz lukenj ne zbezate, da že spletajo legende o prerokove pomoči, ker so ušli vam kljub napravam, da jih vidite po noči in sledite jih iz zraka s sateliti nad oblaki. Ampak kaj vam to pomanjka, če vam manjkajo junaki, ki v vojski niso v službi, ampak za demokracijo in krščanske korenine z dušo in srcem se borijo. Če bi rad me razveselil in ustregel moji želji, kot darilo za poroko, tisto Ajšo mi pripelji. Upam, da gospod popotnik mi te želje ne zameri, a v Evropi je v navadi, da se vsaka reč preveri. Ko jo vidim, Ajšo vrnem čisto nepoškodovano, v zamenjavo za svobodo par ugrabljenih kristjanov. Če na njihovem terenu radi bi dosegli zmago,
Nehajmo se delati fine, dajmo milo jim za drago. Teta Roza se navduši, drugi pa vse bolj molčijo in ker vzdušje več ne zraste, se počasi poslovijo. Lepi par naslednje jutro odleti do Reykjavika, v blagodejnem severnoatlantskem hladu se potika med gejziri, ledeniki in ugaslimi vulkani in uživa v mladi strasti in ljubezni razigrani, da čeprav šele zaročni, dnevi so zelo medeni. Dnevi so zelo medeni, a med njimi Miroslav niti z besedo ne omeni, da se javil je v enoto za najtajnejše misije, česar Lenki niti potlej, ko odhaja, ne razkrije. Zamaskiran se prebije mimo straž in se nastani na ozemlju, ki ga imajo pod nadzorom talibani. Tam res najde lepo Ajšo, jo omami in ugrabi, ko se vrača pa ob njej, na vas ostali svet pozabi. Saj lepota, ki jo sije, ni le videz, ki jo čara, ampak je izraz globoko poduhovljenega žara. Ko to vidi, jo razveže in se ji opravičuje, ona pa se ne obrne, temveč z njim naprej potuje, saj med njima strast se vname, ki je vse bolj silovita in, ker ju le to ločuje, svoji viri zapustita in živita brez poroke, zvesta in tako ljubeča, da še marsikoga greje njuna nesebična sreča. Skupaj vodita podjetje za pravično trgovino in skrbita za šolnino, za nadarjeno mladino. Lenka pa se, kjer se more, vse bolj strastno angažira za vrednote in moralo, ki goji jih prava vera. Eto, to sem dobil po telefonu.